Poslušate drugo epizodo Frankloskopa. Podcast, v katerem Peter Frankl, časnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v drugi epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Moj gost je bil Matjaž Han, minister za gospodarstvo. Naj takoj na začetku povem. Pogovor smo snemali v petek, 7. februarja. V vseh dogodkih, do katerih je prišlo po snemanju podcasta, si preberite na finance.si. In o čem sva se pogovarjali z ministrom? Seveda o aferi subvencije. A še zdaleč ne samo o tem. Ali je sploh pametno, da takšne subvencije podjetjem v Sloveniji imamo? Mar ne bi več kot 0,5 milijarde evrov lahko usmerili drugam? Morda kar neposredno prizadetim ljudem? Kako na to dilemo gleda Han kot vodja slovenske socialne demokracije? Mar namesto revnih podpiramo bogate? In kakšna je sploh prihodnost socialne demokracije? Ali se počuti dovolj suverenega, da kljubuje stricu iz ozadja Milanu Kučanu? In zakaj predsedniku vlade ni ponudil odstopa? In seveda tudi o temah, ki še kako tarajo slovenske podjetnike, recimo o omrežninah in davkih. Za posladek, bi šli v koalicijo z gospodom Janezom Janšo, gospod Han? V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim današnjega gosta oddaje, to je ministra za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaža Hana. Lep pozdrav, gospod minister. Hvala lepa za povabilo in lep dan. Gospod minister, za vami je precej stresno obdobje. Kako ga doživljate? Novinarji in še drugi, vsi smo se pogovarjali o aferi subvencije. Velikokrat ste že razložili, kako je do nje lahko sploh prišlo. Če lahko naredite, prosim, en kratek rezime vsega. Stres je sicer sestavni del ministrovanja, ampak res je v zadnjem mesecu ni bilo najbolj enostavno. Zaradi tega, ker včasih kljub dobri veri, da delaš nekaj dobrega, se zadeve, na katerega nimaš vpliva, naredijo. Edina stvar, ki jo jaz vidim pozitivno v tej stvari, tako imenovani aferi Spirit, je, da smo na nek način odreagirali, da sem odreagiral zelo hitro, da smo naredili vse revizije, pregledali najbolj, bom rekel, izstopajoče primere tudi tega Tomaža von Horvata, razveljavili vse sklepe, podali kazensko ovadbo in verjamem, da bomo zdaj v naslednjem tednu pregledali še vse ostale prejemnike in potem na podlagi tega se odločili, kako naprej glede podpisov pogodb. Nečesa ne razumemo. Verjetno imate tudi vi s tem težave. To so podatki, ki so vidni iz letala, da tu nekaj ne more biti povsem v redu. Kako to, da lahko vesoljno uradništvo ni pozorno na to, da ima lahko podjetje samo enega zaposlenega, da tako rekoč nima prihodkov, da so v ozadju osebe, ki so povsem nepoznane v gospodarskih vodah? Kako lahko do tega sploh pride? Eno je to, kakšni so pogoji. Moramo vendarle vedeti, da ta razpis za premogovne regije je specifičen razpis, zato ker ustvarjamo nova delovna mesta, nova podjetja. Drugo pa je, ali so podjetja, ki so se pod pogoji prijavili na razpis, imajo programe takšne, da bodo lahko resnično na nek način v bodoče zaposlili ali pa naredili neko novo dodano vrednost in zaposlili ljudi, ki živijo v teh dveh regijah. Drug problem, ki ga jaz vidim, je, da mogoče uradniki niso vendarle preverili raznih povezav in na nek način to, da to podjetje, farma in kakorkoli se že reče, je na nek način imel zelo, zelo slabe namere in je na nek način želel izigrati tudi na kriminalen način subvencijo, ki bi jo dobil. Zdaj, to bomo tudi odkrili, na koncu moramo odgovornost prevzeti vsi, od vrha do ta zadnjega v tej verigi. Moram pa samo še eno stvar povedati.
Moj problem je, minister se ne smeje vtikati v noben postopek, v bistvu minister je seznanjen na koncu. Ne nazadnje pa vendarle moram reči, imeli smo dovolj orodij, da smo lahko na koncu vendarle zavarovali davkoplačevalski denar oziroma v tem primeru evropski denar. Šlo je za 82 milijonov evrov težak razpis in niti cent ni bil še izplačan. 82 milijonov je resnično, bom rekel, ta razpis velik. V nadaljevanju bo še več sredstev za te dve premogovne regije, ki jih bo tudi druga ministrstva na nek način izplačevala. Bilo je tudi teh 82 deljeno na eno je Šaleška, bom rekel, regija, drugo je Zasavska regija. Sistem je takšen, najprej dobijo sklep, na podlagi sklepa se podpiše pogodba, izda se bančna garancija, začne se graditi, zaposli se ljudi in fazno seveda dobivajo lahko izplačila glede na osnovi tega sklepa oziroma pogodbe. Ni bilo enega centa izplačanega in to je, bom rekel, nasploh v razpisih. Najprej moraš narediti, da lahko potem izstavljaš zahtevke. Ampak preprosto jaz ne morem razumeti. Težko se razume, da lahko do takšnih napak oziroma pride nenamerno. Da lahko nekdo preprosto odobri in da potem šele ljudje, ki vidijo to, med drugim tudi novinarji, da potem se začnejo stvari dogajati v pravo smer. Gospod Frankl, z vami strinjam, zato pa smo dali tudi na nek način mi kazensko ovadbo in ne zdaj službe ugotovijo, če so bile mogoče kakšne povezave. Zoper koga ste dali kazensko ovadbo? Zopet firmo Von Horvat. Proti firmi ali proti osebi? Zdaj jaz ta moment moram reči, že ne vem, kazenska ovadba je šla verjetno proti firmi, težko, verjetno gre proti osebi in zdaj se bo ugotovil, zakaj smo dali kazensko ovadbo, Spirit dal kazensko ovadbo, zato ker je dal lažno izjavo, da te dva podjetja nista povezana. Dobro. Ali ste ob vsem tem odstopil je prvi človek Spirita? Zdaj postopke peljemo, moram reči, da v ponedeljek imamo sejo nadzornega sveta Spirita in potem bomo na vladi naredili razrešitev in imenovali VD-jo. Ta pogovor snemamo v petek. Ko boste slišali ta pogovor, bo verjetno že se bo nekaj že potem zgodilo. Da. Pa vendar, gospod Capelj, prvi človek Spirita, je odstopil in še vedno je pri vas v službi oziroma izvaja tekoče posle, če se tako izrazim. Ali ste tudi sami razmišljali o odstopu kot minister oziroma ste razmišljali o tem, da bi ga ponudili predsedniku vlade Golobu? Moram reči, da ne, kljub temu, da so celo nekateri pozivali k tem. Jaz vem, kaj je moja odgovornost. Jaz želim iz politike tudi kot minister z dvignjeno glavo in moja naloga je, zato sem tudi takoj poteze potegnil, da razčistimo in naredimo na nek način tudi pogoje takšne v naslednjih razpisih, da do takšne šlamastike več ne bo prišlo. Moram pa eno stvar povedati, da problem, ki ga imamo pri razpisih vseh, nikdar se ne bomo mogli izogniti vseh, ne pridi pravo, če temu lahko tako rečem, ker nekateri nimajo dobre namere, nekateri posamezniki ali pa gospodarske družbe, ampak vendarle moram pa reči, večina gospodarstva, večina posameznikov pa ima dobre namene in za tiste se moramo boriti, da ne vržemo vse v isti koš. To v Sloveniji prevečkrat delamo. Ali bi se strinjali z mano, če greva na nekoliko bolj široko temo, da so subvencije oziroma podobni razpisi za gospodarstvo velikokrat povsem potuha in da bi bil lahko ta denar bolj koristno uporabljen? Ne nazadnje, če gre za regijo, če gre za ljudi, bi verjetno bilo kar dobro učinkovito, če bi ljudem, ki bi izgubili službe, dali denar na roko. Po tej tako imenovani aferi Spirit sem jaz eden prvih tistih, ki se sploh več ne veselim razpisov, ki jih bomo devali v gospodarstvo za različne namene. Problem razpisov pa je, da mi bomo v letošnjem letu namenili čez okoli 580 milijonov evrov razpisov,
od tega polovico bo razpisov, ki so nepovratni, se pravi sredstev, ki so nepovratna, in druga polovica bo pa sredstev, ki so povratna in kombinacija s krediti. Problem je, da ta nepovratna sredstva, in teh je cirka 250 milijonov, to ni denar, ki bi prihajal iz integrale oziroma iz podpore, se pravi, tisto, kar poberemo z davki v tej državi. To je denar, ki smo ga pridobili iz kohezijskih sredstev, iz Evrope, iz naslova za razvoj regij, in verjamem, da se tega ne bomo na nek način odpovedali. Še več, zelo pomembno pa je, kako jih smotrno naložimo. Verjetno vsak evro, že v vseh 30 letih ni bil najbolj smotrno naložen, ampak pod črto pa mislim, da smo s tem tudi gospodarstvo pomagali. Reciva takole, da citiram neko modro misel nekega nemškega ekonomista, nekoliko jo bom prilagodil za slovenske razmere. Država nikoli oziroma zelo redko najde zmagovalce prihodnosti. Poraženci preteklosti pa zelo hitro najdejo državo. Jaz bom zdaj, lahko je zelo modra misel in se lahko strinjam, ampak bodimo malo bolj plastična. Mi smo v vseh teh letih v tej državi ogromno denarja namenili za razne firme prek razpisov. In mi moramo ta moment, sploh pa v teh časih, iti v štric ali pa v borbo z Ameriko in s Kitajsko, ki ravno to delajo, da intervenirajo prek državnih sredstev v podjetja. Če ne bi bilo državnih sredstev v Ameriki ali pa raznih razpisov, verjamte mi, ne bilo ne Googla, ne bilo ne Zuckerberga in tako naprej in še katerega drugega. Vsi so začeli iz nule. Če gledamo v Sloveniji, imamo nekaj vrhunskih zgodb. Ne nazadnje gospod Pipistrel, ki je tudi z raznimi subvencijami naredil zgodbo, na katero moramo biti v Sloveniji ponosen, in še več. Ko se je odločil, ko je zgodba bila na vrhu, je v bistvu vse, kar je dobil, vrnil nazaj državi tudi s to intervencijo proti Ajdovščini. In takih podjetij sicer ni veliko, je pa za intervencijo države kar nekaj podjetij. Verjamte mi, da Novartis oziroma Sandoz, ki se je odločil, da bo gradil v Sloveniji tovarno v Lendavi, potem Revoz. Če država ne bi šla v neke subvencije, se te podjetja, ki so prava podjetja, ne bi odločili in razvijali podjetja v Sloveniji. To je naša naloga. Mora biti pa zelo pozorni pri razpisih, da na nek način res ne pride do teh težav. Ne nazadnje, tudi Gorenje je dobil sredstva, bo dobil ta sredstva v tem našem razpisu Spiritovem. In se spomnim, ko so Kitajci prišli v Slovenijo, ko so kupili Gorenje, danes smo vsi pametni, takrat smo imeli vsi veliko vprašanje. Hisense je naredil veliko zgodbo v Sloveniji, zaposlil je več kot 1000 ljudi, smo center za izgradnjo proizvodnjo televizorjev in je bil ves denar zelo dobro naložen. Mi imamo tudi podatke na našem ministrstvu, v kolikem času, ko država prek razpisu da denar gospodarstvu, koliko časa ga dobimo prek davkov nazaj. Dobro, pa vendarle, imamo, rekli ste, skoraj 600 milijonov evrov v letošnjem letu. To je ogromno denarja. Res, da je del tega iz evropskih sredstev, ampak evropska sredstva smo pravzaprav tudi mi, saj jih tudi sami prispevamo kot davkoplačevalci. Se strinjam. Vi kot socialni demokrat, da razpisujete denar podjetjem, mar ne bi bilo bolj tako za socialnega demokrata značilno, dajmo vendar denar ljudem. Razumem za visoke tehnologije, ki se ne morejo razviti brez širše podpore, ampak za zgradbe, za to, tukaj sem pa skeptičen. Verjamem. Zdaj, gospod Frankl, ena osnova je pri ministrovanju. To sem večkrat povedal. Jaz sem socialni demokrat in vem, kaj so vrednote in kakšna je moj pogled na socialno demokracijo in razvoj države. Imam jasno razdeljeno. Ampak Bog vari je, da vodimo ministrstva na ideološki podstati. Ko bomo vodili ministrstva
kjerkoli minister na ideološki pot stati, potem smo na nek način skrenili z prave poti. Jaz kot socialni demokrat v vodenju ministrstva želim eno stvar. Najprej, da spoštujem socialni dialog in ekonomsko-socialni svet. To, kar smo socialni demokrati v preteklosti naredili. Brez dogovora med delodajalci, med vlado in med sindikati ne bo pravih odločitev. In tu bom vztrajal do konca in tudi v spreminjanju zakonodaje se zmeraj posvetujem, bom rekel, za eno in drugo stranjo. Druga stvar, kot socialni demokrat mi je jasno, da ljudje ne morejo živeti brez nekega dostojanstva, zato smo tudi mi minimalno plačo. Tisti, ki smo jo mi minimalno plačo na nek način uvedli v sistem, smo bili socialni demokrati. Drugo pa je, jaz se pa zavedam tudi kot socialni demokrat, da seveda moramo na nek način ustvarjati, moramo narediti dobre pogoje, da bomo imeli še naprej takšno blaginjo v Sloveniji, ki jo pač imamo. Eni bo rekli mogoče več kot druge države, ampak jaz si v taki državi želim živeti. Ampak na nek način, to se bomo pa verjetno vsi strinjali, so subvencije lahko tudi potuha. Absolutno. S tem se strinjamo, ne? Absolutno. Jaz se predvsem pri subvencijah samo to bojim, da jih bodo dobili in tukaj moramo narediti res, še bomo tudi v teh tednih bomo našli model zadnjega, kako se na koncu preveri, da ne pride do tega, da na nek način kriminalne združbe lahko dobijo ta sredstva. Mi imamo ogromno podjetij, je pa res, da v tem razpisu nismo pa slišali tistih podjetij, ki so naredili dobre programe in so rekli, je bil ta projekt relativno v redu. Recimo, da subvencije kot take pospešujejo nek proces v družbi, to mi pripada. Sam bi rekel, da živimo vse bolj v družbi, ki živi pod sloganom to mi pripada. Pripada mi pravica, pripada mi to, le odgovornosti je vse manj. Pripada mi nenazadnje tudi to, da postanem v upravi oziroma v pomemben uslužbenec holdinga SDH, državnega holdinga, varnostni strokovnjak. Govorim gospodu Črnčecu. Vi ste pristojni za gospodarstvo. Ali je to ustoličenje gospoda Črnčeca bilo koalicijsko usklajeno? Zdaj, mogoče prvi del vaših misli in vprašanja. Odgovornost je, oziroma pravice, vsi smo mi za pravice, ampak tudi odgovornost mora biti. Mi smo že če gledamo v družbi, smo nekatere vrednote, ki smo jih vendarle včasih imeli, ta vrednota se je pa reče eno spoštovanje, spustili na poden. Danes, če gremo v šolstvo pogledati, ni povezano z gospodarstvu, ni nobenega spoštovanja več do učiteljev. Če gremo pogledati v varnostnem delu, ni nobenega spoštovanja več do policije in tako naprej. Da ne govorim, da ni več nobenega spoštovanja v naši demokraciji do inštitucij te države. In veliko smo krivi tudi na nek način politiki z mogočim kakšnimi izjavami, ki ne krepimo, bom rekel, ta odgovornost in to spoštovanje. Kar se tiče pa seveda zaposlitev gospoda Črnčeca na SDH kot pomočnika svetovalca uprave, pa ni bilo usklajeno in tudi ne vem, če je tukaj potrebno, da se uskladi. Moram pa odkrito povedati, socialni demokrati, ker nam je bilo zmeraj očitano, da smo stranka za to, da imamo neke kadrovske zadeve pa neke podjetja vodimo, v tem mandatu nimamo svojih ljudi na pomembnih mestih. So pa pomembni mlajši socialni demokrati, ne nazadnje govorimo, domneva se, špekulira se, da je kar veliko socialnih demokratov povezanih recimo z morebitnimi drugimi mlajšimi demokrati, takšnimi in drugačnimi, in da delajo svoje posle, ne nazadnje tudi pri subvencijah. Jaz mislim, eno stvar bom iskreno povedal, tako kot jaz zmeraj znam povedati. Jaz želim biti predsednik stranke, kjer imamo v stranki tudi ljudi, ki znajo ustvariti.
In ne vidim nobene težave, če je socialni demokrat odličen ali pa dober podjetnik, ali pa če je socialni demokrat veren in hodi v cerkev. Dobro. Ampak se vrniva gospodu Črnčecu. Dajmo. No, ali to kot politik, kot Slovenec, slovenski državljan, to podpirate? Nenazadnje je gospod strokovnjak za varnost. Ali pač ne? Zdaj vam bom pa politično odgovoril. Vsa ta vprašanja boste mogli vprašati predsednika SDH-ja in pa nadzorni svet, zakaj so se odločili, da potrebujejo varnostnega strokovnjaka, katere Črncec je, na tem položaju. Ali se lahko zdaj slovensko gospodarstvo, ki je v državni lasti ali delni, zdaj počuti kaj bolj varno? Verjetno bojo to, bom rekel, leta ali pa meseci pokazali. Dobro, hvala vam lepa. Kako pa ocenjujete današnje odnose v koaliciji? Zdi se, kot da je delček novejšega dogajanja povezan z različnimi preigravanji odnosov v koaliciji sami. Oziroma, če povem drugače, kako sodelujete z gospodom Golobom? Osebno z predsednikom vlade, jaz kot Matjaž Han, predsednik stranke Socialnih demokratov, sodelujem korektno. Kot sem pa že pred to afero v začetku januarja povedal, pa še zmeraj mislim, vendarle sem zmeraj pričakoval in bom zmeraj pričakoval, da na nek način se koalicijske partnerje na nek način spoštuje, tudi na tak način, da je mogoče kdaj kakšen dober namen, predlog, ki je dobronameren, se ga drugače upošteva. Ali se počutite kot koalicijski partner dovolj spoštovan od strani stranke Svoboda? Mislim, jaz dobro vem, da smo na levi sredini najprej partnerji, po drugi strani pa smo tudi tekmici. Jaz sem to že povedal in ko bojo prišli čas volitev, bomo pač mogli s svojimi idejami, svojimi vrednotami in svojimi izkušnjami pač nagovoriti ljudi in dobiti čim večji na nek način procent, da bomo lahko svoje ideje, ki jih pač imamo, v čim večji meri izpolnili. Dejstvo pa je, in to govorim kot dolgoletni politik, da je razmerje takšno, kot je zdaj, se pravi, da ima ena stranka, pa bom zdaj odmislil Svobodo, da ima ena stranka 40%, skoraj druga stranka pa 6% in tako naprej, in da ni, bom rekel, te zanke ni najbolje, ker mogoče je pomanjkanje truda, da pridemo do boljših odločitev prevečkrat prisotno. Kdo je po vašem mnenju najbolj vpliven del Svobode? Kdo so v tem delu? Ali je to gospa Vuković? Ali je to gospod Črnčec? Ali menite, da je gospod Golob njun vodja ali del nekega tima? Kako sodelujete s širšo Svobodo? Jaz moram zdaj iskreno povedati, jaz razmišljam, da je predsednik stranke tisti, ki je najbolj vpliven, pa ki tisti, ki v bistvu vodi, bom rekel, stranko. Kar se tiče sodelovanja z nekaterimi ministri ali pa z večino ministrov, je zelo ok. Tako da ostalo pa ta moment, glede to nisem v državnem zboru, pa to gledam, bom rekel, zelo na strokovni ali pa, bom rekel, na politični plati korektno. Ali se počutite dovolj suverenega, da parirate tudi opoziciji v lastnih vrstah, v vrstah socialnih demokratov? Govorim recimo o nedavnem intervjuju gospe Lokal za Primorske novice, govorim tudi morda o nekaterem stricu iz ozadja, ali se kaj bojite gospoda Kučana? Jaz se bojim v življenju bolezni družine, pa drugih bojazni, moram reči, da nimam. Zdaj, jaz sem že zmeraj rekel, še preden sem bil predsednik stranke Socialnih demokratov, da glede na vse politične funkcije je ena najtežjih funkcij v politiki v tej naši prelepi domovini biti predsednik Socialnih demokratov.
Ampak moram pa eno stvar povedati. Ne. Ta stranka je skozi zgodovino dokazala najprej prvo, da je zelo demokratična, da lahko vsak izrazi svoje mnenje in da ima različne poglede. Tako kot imamo mi kongrese narejene, da v bistvu se med sabo s svojimi pogledi na nek način probamo prepričati kongres, članstvo, nima nobena druga stranka. Da smo mi stranka, ki je znala zmeram, edina stranka, ampak edina stranka, ko smo naredili napako, to napako priznati, narediti neke hude poteze, v zadnjem primeru Litijske, je odstopila predsednica stranke, je odstopil generalni sekretar, je odstopilo predsedstvo, smo šli na kongres in pokazali, da znamo odgovornost prevzeti. Tudi v tej zgodbi Spirita nismo bežali od odgovornosti, ampak mislimo, da moramo rešiti in najti, zakaj se to dogaja. Jaz mislim, da je to prednost naše stranke in meni bo težko kdo učitelj, da nimamo tega demokratičnega razmisleka najbolj razvidga med političnimi strankami. Gospa Lokarjevo, ki jo jaz spoštujem, ona je jasno povedala, da je podprla gospoda Brgleza, ampak jaz sem en teden po volitvah, smo se usedli, pogovorili in delamo skupaj. Stranka socialnih demokratov ni stranka enega človeka, ampak je stranka članstva in različnih pogledov. Če srečate gospoda Kučana na cesti, ali si padeta v objem? Midva sva, zdaj bom tako rekel, midva sva zelo, zelo dobra. Sva, ne morem reči prijatelja, zato ker je on tukaj starejši, ampak sva politika, zdaj bom jaz, upam, da mi ne bo na nek način demantiral, politika, ki se pogovarjamo o mnogih rečeh v tej državi, ki imamo včasih ali pa večkrat tudi mogoče različno mnenje. Moram pa jaz iskreno eno stvar povedati, da jaz zmeram rad vprašam ljudi, ki imajo bistveno več izkušenj na nekaterih področjih. In eden izmed njih je tudi Milan Kučan. Neizmerno rad se pogovarjam z Borutom Pahorjem, ki ima kot politik nenormalno izkušnjo. Pogovarjam se z mnogimi direktorji v tej državi in se bom še naprej pogovarjal, dokler bom na tej funkciji. Pogovarjam se tudi z desnimi politiki, ki, bom rekel, ustvarjajo, to državo. Tako da jaz se bom trudil, da se bom pogovarjal z vsemi in če je to pragmatizem, potem ne bo. Pragmatizem je lahko tudi psovka v našem političnem prostoru. No, veste kaj, jaz sem raj pragmatičen, spoštljiv do vseh ljudi, kakor pa da vztrajam z sovražnim govorom ali pa z nekim govorom proti drugi strani. Če nimam pravih argumentov, potem sem pripravljen marsikaj slišati na svoj način. Se bom pa trudil, 2004 sem prišel v politiko, da bo moj diskurs v javnosti spoštljiv. Ali se pogovarjate tudi z gospodom Janšo? Absolutno smo se tudi že pogovarjala in nimam nobenih težav. Vendarle smo 20 let na nek način v parlamentu, tako kot se pogovarjam tudi z gospodom Toninom, pa sem se pogovarjal z gospodom Šarcem, pa sem se pogovarjal tudi z gospodom Gregotom Golobičem. Jaz se pogovarjam z vsemi. S kom pa se najraje pogovarjate? Nimam zdaj, bom rekel, rank liste. Se pogovarjam tudi z mojimi prijatelji, ki ne živijo v tem balončku in mi velikokrat postavijo ugledalo. Tudi s kakšnimi novinarji se rad pogovorim, bom rekel, izven uradnega dela, da vendarle povejo, da se ta svet mogoče pa tudi včasih prepočasi vrti. Pa se pogovarjate tudi z gospodom Jankovićem? Tudi z gospodom Jankovićem se seveda pogovarjam in sem se večkrat pogovarjal. Ogromnokrat se mi vsi skupaj srečujemo na raznih prireditvah in jaz sem eden tisti, ki stisnem roko, ker se na nek način pogovorimo in ko pride do problemov, jih probamo reševati. Ali je Jankovićeva podpora srpskemu gospodu Vučiću za vas problematična?
Mi smo socialni demokrati jasno povedali, da dajemo podporo študentom, vsem tistim, ki so na nek način problematizirajo ta moment delovanje vlade gospoda oziroma vlade Srbije in imamo pač jasno stališče. Jaz mislim, da je treba dati podporo civilni družbi, da pa seveda bo mogla Srbija ta problem, v katerem se je znala sama rešiti, ni pa enostavno. Jaz mislim, da je to tudi za regijo ta moment zelo slabo. Gospod Golob je bil zelo prizanesljiv do gospoda Jankovića, drugače kot njegov, recimo temu, politični mentor Kučan. Kučan mu je očital napako, gospod Golob pravi, da ima pravico do osebnega stališča. Ali ste tu bolj pri Golobu ali pri Kučanu? Jaz mislim, da, kot sem že večkrat rekel, jaz izkušnje posameznikov, politikov spoštujem in se mi zdi, da je gospod Kučan, vendarle sta pa dobra prijatelja z gospodom Jankovićem, to zelo dobro pač povedal in se absolutno strinjam z gospodom Kučanom. Gospod Golob in gospod Janković sta si tudi prijatelja. Včasih v državi vlada občutek, vsaj v tistih delih, ki se ukvarjajo s politiko, da se nekatere odločitve ne sprejemajo v Ljubljani na Gregorčičevi, ker je sedež vlade, temveč na ljubljanskem magistratu. Mislim, seveda so lahko, pogledi, občutki takšni, ampak zaenkrat vlada Republike Slovenije sprejema odločitve, na Gregorčičevi in sprejemamo jih na nek način, na takšen način, da imamo koalicijska usklajevanja in potem prek parlamenta in zakonodaje sprejemamo to, kar pač sprejemamo. Tako da jaz še nisem bil na magistratu, da bi mi kdo rekel, kaj moram sprejeti. Pa ali slutite, da bi kdo utegnil tam biti? Ne mogoče zdaj, ampak da se to pa tam kdaj znajde. Gospod Frankl, jaz veliko v življenju slutim, veliko tudi vem, poznam, kako vsa ozadja, ali pa domišljam si, kako vsa ozadja delujejo, ampak to so moji, notranji pogledi, ki jih imam sam s sabo, jaz pa želim na transparenten način delovati. Poslušate Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod. Vrniva se k najni osnovni temi, to je gospodarstvo. Tukaj se verjetno počutite malo bolje kot pri vprašanjih, ki sem jih malo prej zastavil. Nimam težav, ker se zavedam, da sem minister za gospodarstvo in predsednik politične stranke, tako da so za mene vsa vprašanja relevantna in upam, da imam na večino odgovorov. Omrežnine. To večina podjetij občuti kot razmeroma velik problem, predvsem podjetja, ki so aktivna v industriji. In tu dejansko so nekateri stroški poskočili, tako rekoč šli v nebo in konkurenčni položaj Slovenije se izrazito lahko poslabša tudi zaradi tega. Absolutno. Zdaj, ptički čivkajo, da ta metodologija in ta izračun ne koristi gospodarstvu in tudi ni koristilo gospodinstvu, kljub temu, da smo zdaj sprejeli neko zakonodajo, ki bo malo omejila ta omrežnino, vendar pa prihaja marc, ker bo pa se dvignila električna energija, bom rekel. Tako da mi smo imeli sestanek za gospodarsko zbornico, obrtno zbornico, predvsem pa za ministrom za okolje in prostor gospodom Kumrom, kjer bomo skušamo najti kompenzacijske ukrepe za ta problem. Ampak imam pa občutek, da dobršen del te srenje v energetiki Slovenije, tudi vključno z ključnimi ljudmi v vladi, pravzaprav gospodarstva ne razume. Mislim, glede na to, da so in verjamem v neki ministrov in pa tudi predsednik vlade sigurno eni veliki strokovnjaki za energetiko za ta vprašanja, bil seveda, verjamem, bi pričakoval, da več do teh težav ne bo prihajalo. Je pa neki so
pravila, ki jih lahko mi sprejmemo, drugo je pa pravila, ki smo vezani na razne direktive evropske, ki jih je pa razne regulacije, ki jih pa absolutno preveč in jaz mislim, da tukaj že, bom rekel, na nek način zdaj govorim že kar nekaj časa, ta regulativa evropska bo na nek način ubila na dolgi rok evropsko gospodarstvo nasprot Kitajske in Amerike. Moram reči, neke odločitve smo relativno hitro sprejeli tudi pri dvigu električne energije in subvencijam električne energije, ki smo jih na nek način v lanskem letu dali gospodarstvu. Tako da reagiramo, včasih pa bom rekel, nekatere stvari ne razumemo, da predolgo vztrajamo na nekem stališču, ki vemo, da je narobe. Recimo omrežnine so ene od tistih. Mislim, ja, omrežnine so sigurno zgodba, kjer... Ali si lahko gospodarstvo, predvsem industrijski del, zdaj kaj odahne? Vete ga, jaz bom tako rekel kot politik. Vsak se ne odahne takrat, ko bo odločitev sprejeta. Na obljube se noben ne more odahniti. Torej, ni še čas za to, da bi lahko se malo sprostili, tekma je še vedno oziroma... Ne, mi se zavedamo, da je potrebno pomagati, ampak je treba najti zakonske in prave odločitve, da gospodarstvu pomagamo. Moramo pa vedeti, da tudi v gospodarstvu glede omrežnin niso vsi v istem položaju. Ta moment ima problem predvsem tiste firme, ki so, bom rekel, industrijsko bolj naravnane, kjer ne morejo spuščati električne energije in ne morejo loviti tako imenovanih teh pikov in za njih je treba poskrbeti. Mi moramo poskrbeti v Sloveniji ne samo na omrežnini, nasploh za to tako imenovano težko industrijo, da bo obstala. Ta je ne nazadnje naredila državo takšno gospodarsko, kot je zdaj. Pa ne bi bilo pametno, gledajte, začela so pri subvencijah, da bi recimo subvencije usmerili v boljše omrežje. Da bi bilo, vse to vem, da počnete, ampak tukaj smo govorili o 600 milijonih oziroma 700 milijonih, to je veliko denarja. Gospod Mervar bi bil 100 milijonov čist vesel, če bi preusmerili ta denar. Pa še Evropa bi ga dala, ker to je dober projekt. Sej, moje vprašanje je bilo, je ta omrežnina tako vam prišla, ne, okej. Razumem idejo, omrežnine se dvignejo, s tem se pobere več denarja in ko se pobere več denarja, se lahko gradi prepotrebna električna oziroma ta infrastruktura. Se pravi, če se spomnite leto dni ali pa leto pa pol nazaj, ko so hoteli ljudje na svoje hiše dati električne panele, toplotne črpalke, zato da bojo tako zeleno ozaveščeni in da bojo znižali tudi nekatere stroške glede plina, ker je bilo tudi problem s plinom. Seveda se pol hiš ali pa pol zadev niso mogli priključiti, zato ker so bile infrastruktura ni bila zgrajena. Ampak meni je strah, da tudi s to metodologijo izračuna omrežnine nismo pa brali toliko več omrežnine, da bi lahko zasledovali ta efekt. Torej, mi smo spremenili metodologijo izračunavanja omrežnine z namenom, da bi krepili omrežje, izplen je pa ničen. Ne upam čist trditi, ampak me je strah, da je v tej smeri. Tako kot plačujemo cestnino oziroma za avtoceste in pa ne, plačuješ za to, da gradiš novo omrežje. Ne? Razumemo to. In pri teh omrežninah pa pri elektriki pa mislim, da zadeve so premalo jasne. Dobro, nepremičninski davek. Da. Zgodba o tem, da bi recimo davek na nepremičnine nekako prelili v razbremenitev plač, se meni zdi in tudi v gradnjo nepremičnin oziroma na povečanje, da bi s tem krepili ponudbo na trgu, se mi zdi povsem nerealna. Kaj menite vi? Jaz mislim, da vsi vemo dve stvari. V Sloveniji so plače na nek način ali pa osebni dohodki preobremenjeni in bodimo odkrita, premoženje ni pravično na nek način obdavčeno. Na ta način, kot smo se na nek način lotili tega nepremičninskega davka, nam verjetno na tak način ne bo uspel. Jaz sem seveda za to, da se premoženje obdavči,
da pogledamo v Sloveniji, kakšno imamo sploh ljudje premoženje in da se obdavči premoženje, bom rekel, kompletno. Zdaj, ali imamo vse podatke, ali nimamo, in to je ključno. Mi moramo imeti najprej vse podatke za to, da se lahko na nek način pošteno, pravično premoženje obdavči. Mi moramo priti do tega, da bo vsi ljudje, tudi tisti, ko ima veliko, da bo imel občutek, da je pravično obdavčen in da za davke, ki jih plačuje, dobi tudi javne storitve. Ja. Preveč obremenjene plače, predvsem govoriva o tem, da so obremenjene najbolj plače srednjega razreda Tako. In višjega. Ker vedno bo skočil apologet ali pa vladni ekonomist, pa bo rekel, da smo v Sloveniji podpoprečno obdavčeni pri plačah, oziroma v povprečju nekje. Sam, če pogledaš, kakšna je progresija. Sej, da pogledamo te najnižje plače, pa minimalna plača, ne, je obdavčena skoraj nič, ne, in tako naprej. Jaz mislim, da, to sem že večkrat rekel in bom tudi zdaj ponovil. Mi smo v prejšnjem mandatu Janševe vlade, tudi jaz, glasoval proti tisti dohodninski lestvici. Še enkrat povem, če bi še enkrat ta odločitev bila, bi glasoval drugače. Bi glasovali v slogu, tako kot bi glasoval Janševe vlade? V smislu tem, da za to dohodninsko lestvico vsak človek, vsak delavec ali pa vsak zaposlen dobi več. Ali bi vi kot predsednik Socialnih demokratov razmišljali o tem, da bi kdaj šli v vlado skupaj z gospodom Janšo? To vprašanje se mi lepi vsak dan in seveda. In vsakič imate enak odgovor? Ne, bom jaz zelo jasno povedal, nimam nobenih težav s tem govoriti, ker mislim, da je prav. Ne. Ta moment si jaz eno stvar želim, da bomo znali s svojim programom, ki bo realen, prepričati čim več ljudi, da bomo lahko dobili čim več procentov. In vam zdaj povem, bo nobeno vlado več z takšnim procentom, ki ga imamo zdaj, ker ne moremo ali pa ne moreš na nek način postavljati svoje ideje. Jaz sem pa pripravljen kot predsednik stranke in tudi kot politik sodelovati na projektih, ki so dobri za državo z vsemi. Dobro. Ali se vam zdi kot politiku mogoče, da bi lahko kdaj oblikovali vlado brez gospoda Janše, tudi brez gospoda Goloba in brez gospoda Mesca? To je namreč ideja, ki mi jo je pred nedavnim, o katerem je nedavno spregovoril nek bivši minister. Ja, dobimo se SD, Logar, NSI, Zeleni in tako in poskušamo sami sestaviti vlado brez špičk. Vse veste, da če bi bilo tako enostavno, najprej za vsako vlado rabi 46 glasov v parlamentu. In ta moment je govor, to so zelo hipotetične teze. Jaz mislim, da se mora najprej narediti volitve, ampak to resno mislim, pa ne želim špekulirati, narediti volitve in potem iti v sestavo vlade. Ne verjamem pa, to pa upam, ne verjamem, da bo naslednje volitve, ki bojo verjetno čez eno pa pol, lahko sestavljene samo iz levih vlad ali pa samo iz desnih. Tega pa ne verjamem. In še zadnje vprašanje. Kdo od teh dveh politikov bolje razume gospodarstvo, po vašem mnenju? Gospod Golob ali gospod Janša? Jaz bom iskreno povedal, jaz mislim, da obedva imata kvalitete, da na nek način poznata gospodarstvo, tako da jaz se težko ocenjujem. Verjamem pa eno stvar, da ga jaz nič manj, kot ona dva. Torej, kaj želite povedati, da boste kandidirali za predsednika vlade tudi? Jaz kandidiram za to, da bomo na volitvah dobili čim večji procent. S kom bi šli raje v koalicijo? Z Golobom še enkrat ali z Janšo? Z nobenim ne bi šel v vlado, če ne bo socialna demokracija imela dovolj glasov, da bo lahko svoje vrednote, svoje ideje enakovreden način predstavila. Če boste dobili
12%. To je že nekaj. Če boste dobili. Glede, mi smo stranka leve sredine in seveda je cilj, da leva sredina na nek način zmaga naslednje volitve. Tako da to je moj odgovor. Gospod Han, najlepša vam hvala za pogovor. Hvala lepa. Poslušali ste drugo epizodo Frankloskopa. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal